Določeni avtomobili kar nekako ne najdejo poti do denarnic številnih kupcev, pa včasih zato sploh ni pravega razloga. Civic je že eden takšnih. Dejansko je eden najbolj prepričljivih predstavnikov segmenta, ki sicer ima nekaj minusov, ampak ima tudi veliko plusov, ki bi vas morali prepričati. Preden se dejansko lotim motorja, ki je glavni razlog za tokratni test, vam še enkrat pokažem, kako zelo prilagodljiv je ta avtomobil. Bolj od vseh tekmecev. Prtljažnik meri 477 litrov. Sedeže lahko takole v eni potezi elegantno zložim do ravnega dna ali pa jih takole dvignem, česar ne ponuja noben tekmec. Tudi če boste tole potrebovali enkrat ali pa dvakrat letno, je zanimiva rešitev. Ljudje kupujejo karavane, zato ker enkrat letno potrebujejo več prostora, ko gredo na dopust. Ker veliko ljudi takšne avtomobile uporablja kot družinske, še nekaj. Tale vrata se odprejo skoraj pravokotno, več kot drugod. Zato je otroka ali otroški sedež namestiti tjale notri povsem enostavno. Potem pa vožnja. Če je bila prejšnja generacija precej trda, je ta nadvse udobna. Verjetno se kakšen tekmec res pelje bolj suvereno, ampak s takšnim dizlom v nosu Civic itak ni dirkalnik in zato mi je bolj pomembno, da imam vedno zelo dober občutek na volanu. Tudi ta menjalnik je eden najboljših, uporabnost armaturne plošče pa tudi. Seveda so tudi minusi. Ker je rezervoar za gorivo tule spodaj, je sedež nekoliko višje in to res prej preverite, da vam ne bo previsoko. Obračalni krog je precej velik, predeljeno zadnje steklo pa pomeni, da se nazaj slabše vidi, vzvratna kamera pa se tudi v dežju zelo hitro umaže. Pravi biser pa se mi zdi novi 1,6 litrski turbodizelski motor, ki zamenjuje 2,2 litrskega. Ima 30 konjev manj, ampak spodobno potegne, je tudi lepo tih in se zbudi že pri približno 1500 vrtljajih, kar je mnogo prej od predhodnika. Najbolj nora pa je njegova poraba. Kamorkoli sem se peljal, pa če tudi samo srednje umirjeno, je bila manj kot 5 litrov. Na celotnem testu, ki vključuje še to snemanje, ki vedno poveča porabo, se je ustavila na 5,2 litra. Manj od praktično vsega, kar smo kdajkoli imeli na testu. Dejansko največji slabost in verjetno razloga, zakaj kupcev ni več, sta zelo okrnjena ponudba motorjev, samo 2 oziroma 3 so na voljo in dokaj visoka cena. Čeprav je avtomobil dobro založen z opremo, je treba zanj odšteti 22.000 evrov. Težava pa je, da bi marsikdo imel raje manj opremljen avtomobil za precej nižjo ceno, a to ni mogoče, vsaj tako nizke, kot jo ponujajo nekateri tekmeci.